Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci v marcu, ki se je že prevesil v drugo polovico. S tem pa je vse bližje uradnemu prihodu pomladi, ki je izpisana na koledarju že 20. marca. No, vmes pa je še Jožefovo, godovni praznik Jožic in Jožefov in vseh izpeljank iz tega imena. In če je vreme lepo na Jožefovo, naj veselo bo srce kmetovo. Sicer pa že vse toplejši dnevi ter delo na zemlji oznanjajo boljše počutje in optimizem. Nekaj dobrih novic pa objavljamo ta teden tudi v informativni oddaji, zato prijazno vabljeni k ogledu. Na Zgornji Lužnici prepevali in plesali člani otroških folklornih skupin. V sklopu praznika slovenjebistriške občine še nekaj zanimivosti o tem, kakšna je bila Slovenska Bistrica v srednjem veku. Na slavnostni akademiji prejeli priznanja zaslužni občani. Osnovna šola pohorskega odreda Slovenska Bistrica praznuje pol stoletja obstoja v novi zgradbi. Neznani storilec streljal na transformatorsko postajo. V Slovenski Bistrici mednarodno tekmovanje v boksu za zlati grb občine. V rubriki Lokalne novice o 50-letnici sedanje slovenjebistriške osnovne šole pohorskega odreda, slavnostni akademiji ob občinskem prazniku ter drugih dogodkih. V osnovni šoli pohorskega odreda Slovenska Bistrica, podružnica Zgornja Lužnica, je v četrtek 9. marca potekalo 37. območno srečanje otroških folklornih skupin. Na prireditvi, ki jo je pripravil Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Slovenska Bistrica, v sodelovanju z Lužniško osnovno šolo, je nastopilo 7 skupin iz občin Slovenska Bistrica in Poljčane. Nastope je strokovno spremljala doktorica Aleksandra Petrovič.
V sklopu praznovanja občinskega praznika, ki smo ga letos praznovali že 20-tič, so lahko obiskovalci 10. marca v Bistriškem gradu prisluhnili predavanju Amadeja Mlakar na temo Slovenska Bistrica v zrcalu srednjeveških dni, ki je bila tudi sicer del predavateljičinega diplomskega dela. Srednjeveška Bistrica je prvotno obsegala cerkveni kompleks, dvor Bistrica, tržno naselbino in vas Gradišče, ki je bilo tudi prvo jedro Slovenske Bistrice. Gradišče je segalo do nove pozidane Jernejeve cerkve do nastajajočega gradu. Leta 1227 je pridobilo trške pravice, 1310 pa je bilo povzdignjeno v mesto. Beseda je tekla tudi o posrednji in neposrednji vpletenosti Bistrice vojne v 15. stoletju, kar je posledično vplivalo tudi na življenje meščanov, pa v trgovinskem sporazumu med Bistrico in Ptujem, naseljevanju Judov in vse večjem številu obrtnikov. V Viteški dvorani Bistriškega gradu je v soboto, 11. marca, potekala slovesna akademija ob občinskem prazniku občine Slovenska Bistrica. Na prireditvi so podelili občinska priznanja. Listino občine je prejela Družba za upravljanje Impol 2000 za izjemen prispevek k razvoju in napredku občine Slovenska Bistrica, tako na gospodarskem, kakor tudi na družbenem in civilnem področju. Dobitniki priznanj pa so Franc Pinter za izjemen prispevek na področju športa in aktivno delovanje na družbenem področju, Leopold Turk za izjemen prispevek na področju turizma in aktivno delovanje na družbenem in drugih področjih, in PGD Zgornja Bistrica za 90-letnico delovanja ter ustvarjalnega in plodnega dela na gasilskem področju in področju požarnega varstva, zaščite in reševanja v kraju v letu 2016. Slavnostni govornik je bil Žarko Furman, podžupan občine Slovenska Bistrica. V kulturnem programu je nastopil harmonikarski orkester Glasbene šole Slovenska Bistrica, solistko Injo Golob na sopran saksofonu. Po akademiji so v prostorih Galerije Grad odprli še razstavo z naslovom Slovenska Bistrica skozi čas, ki jo je pripravil Zavod za kulturo Slovenska Bistrica. Razstavo je odprla direktorica zavoda Herta Žagar. Sicer pa si boste lahko celotni posnetek slavnostne akademije ogledali po informativnem delu oddaje. Osnovna šola pohorskega odreda Slovenska Bistrica praznuje 50-letnico delovanja. Častitljiv jubilej so obeležili v torek 14. marca s prireditvijo v avli šole. Pisalo se je tisto leto, 1967, človek še ni stopil na luno, je pa že obletel svet. Tudi v našem mestu so spoznali, da prišel je preloma čas. Zato zgradili so nam šolo z mislijo na vse izmed nas. Šola, naša šola, postala, si prava gospa. Šola, naša šola, tudi ti si srečala dan Abrahama. Mnogo generacij je preživela, mnoge prepeljala čez mladostna leta, tudi kakšno leto pretrpela.
a slehernem ostala v spominu sveta. Danes, ko naša šola praznuje, vsi se skupaj veselimo in ji na mnoga leta za naše vnuke zdravja želimo. Šola, naša šola, postala si prava gospa. Šola, naša šola, tudi ti si srečala ga, Abrahama. Šola, naša šola, postala si prava gospa. Šola, naša šola, tudi ti si srečala ga. Koga že? Abrahama. Koga? Abrahama. Ob tej priložnosti so odprli tudi pregledno razstavo. Več o ustanovitvi in sedanjem delu šole je za Studio Bistrica povedala ravnateljica Osnovne šole Pohorskega odreda Tatjana Pufič. Šola se je ustanovila iz potrebe, glede na to, da je bilo prej šola popoldan in dopoldan in da je šola delovala v dveh stavbah, na Partizanski in v Vošnjakovi ulici, je potem bila nuja, da se je leta 1966 začela graditi ob koncu parka naša letošnja jubilejka, 50 let častimo, odkar je bila šola vseljena. S tem so se seveda omogočili zelo dobri pogoji za učence, učitelje in takrat leta 1967, 6. januarja, ko je bila na občinski praznik otvoritev šole, v bistvu je Slovenska Bistrica dobila eno najmodernejših opremljenih šol in pa prostorske razmere so se uredile, tako da je pouk potekal še vedno sicer v treh stavbah, to pomeni tukaj v Vošnjakovi in pa na Partizanski. In leta 1967 se je pridružila še osnovna šola Venčesar, Zgornja Lužnica, ki je naša podružnična šola. Tako da od leta 1967 naprej je šola delovala v treh stavbah, od leta 2008, ko se pa je osnovna šola ponovno formirala v Slovenski Bistrici kot druga osnovna šola, ker že pred leti sta bile dve osnovni šoli, pa delujemo zdajle tukaj na Kopališki 1 in pa v Vošnjakovi smo 2008 zapustili šolo in pa na Lužnici še vedno poteka pouk. Veseli tudi dejstvo, da imate sedaj obnovljeno šolo. Ja, zelo smo hvaležni za posluh. Leta 2013 smo preko evropskih sredstev in pa ob posluhu občinskega sveta in župana dr. Ivana Žagarja v bistvu lahko energetsko obnovili šolo, tako da šola se je prenovila, dobila je novo zunanjo podobo, zamenjana je bila streha in pa uredili smo kurjavo, tako da se zdajle od leta 2013 grejemo na toplotne črpalke. Z deli pa boste nadaljevali tudi letos? Ja, kar vsako leto posebej nekaj dogradimo. Takoj po letu 2013 smo obnovili talne obloge v šoli, tako da imamo zdajle vse talne obloge zamenjene. Lansko šolsko leto oziroma med počitnicami smo obnovili sanitarije v pritličju in v naslednjem oziroma zdajle v poletnih mesecih načrtujemo še prenovitev vseh preostalih sanitarij. Potrebno je še povedati, da se število učencev iz leta v leto znova povečuje. Ja, leta 1967 je bilo tukaj 1425 učencev, na prelomnici 2008, ko smo se razdelili na dve osnovni šoli, nas je bilo tukaj okrog 900, skupaj z Lužnico. Letošnjem šolskem letu pa nas je 778, tako da število kar narašča. Sicer pa boste ta jubilej obeležili z današnjo prireditvijo. Kaj vse se bo dogajalo?
Današnja prireditev je v bistvu večer ali pa popoldan, lep popoldan, sončen spominov. Povabili oziroma odzvali so se vsi bivši učenci, tudi bivši učitelji, tako da mi smo v bistvu praznovanje začeli že takoj 7. januarja z počastitvijo padca Pohorskega bataljona na Osankarici in bomo danes zaključili spomine, s tem pa, da to ni danes konec spominjanja 50 let osnovne šole in pa zdaj tudi 9-letne osnovne šole, ampak bomo do konca leta 2017 praznovali, tako da vabimo vse bivše učence, učitelje, da se nam pridružijo in da delijo spomine z nami. Ob tej priložnosti pa ste izdali tudi posebno brošuro. Ja, zbrali smo pol stoletja naše šole, je brošura, naslov brošure, tukaj smo se malo spominjali, utrinke iskali, kaj vse se je v teh 50 letih zgodilo oziroma kako se je tudi proces poučevanja spreminjal. Veste, da se je prej vedenje ocenjevalo, da se vedenje zdaj več ne ocenjuje, da so bili vmes 3 semestri, ne 2 semestra, da so se posamezni predmeti preimenovali, da zdaj 9-letka je prinesla izbirne predmete in v zadnjih letih izvajamo tudi neobvezne izbirne predmete, tako da na področju poučevanja šolstva se je marsikaj spremenilo. Policisti slovenjebistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. S področja kriminalitete je bilo zabeleženih 9 kaznivih dejanj, od tega 5 tatvin, 3 poškodovanja tuje stvari in 1 grožnja. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je natočil okrog 75 litrov goriva in odpeljal, ne da bi plačal, s tem pa bencinski servis oškodoval za nekaj manj kot 100 evrov. Oplotnica. Izpod kozolca so nepridipravi ukradli kolesa s platišči, samonakladalne prikolice in obračalnika. Škoda je za 1000 evrov. Nadgrad. Pri odpravljanju napake na transformatorski postaji je delavec ugotovil, da je nekdo streljal v varovalke. Škoda je za 1200 evrov. Počivališče Spodnja Polskava. Nekdo je namerno poškodoval osebni avtomobil in lastniku povzročil za 500 evrov škode. Stanovsko. Neznani storilec je vlomil v počitniško hišico. Odnesel sicer ni ničesar, je pa na zunanje stene narisal grafite. Materialne škode je za 500 evrov. S področja prometne varnosti so policisti zabeležili 14 prometnih nesreč, podali 3 obdolžilne predloge, izdali 44 plačilnih nalogov, odvzeli 2 vozniški dovoljenji ter zasegli osebno vozilo. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 9-krat ter obravnavali dimniški požar. Med 13. in 26. marcem poteka evropsko usklajena preventivna akcija Varnostni pas za njegovo večjo uporabo v osebnih in tovornih vozilih ter avtobusih. Neuporaba varnostnega pasu je namreč takoj za prehitro vožnjo drugi najpogostejši vzrok smrti na cesti. Slovenska Bistrica bila na predvečeru občinskega praznika na športnem področju v znamenju boksa. Boks klub iz našega mesta je namreč že 23. organiziral tekmovanje za zlati grb. Med 4 kote boksarskega ringa so stopili borci in borke iz Slovenije ter sosednje Hrvaške. Veliko število gledalcev je lahko videlo 7 dvobojev in to v kadetski, mladinski in članski kategoriji. Pravo poslastico plemenite veščine smo lahko videli v mladinski konkurenci, ko sta si nasproti stala član domačega kluba Arjan Vislivaj in Alen Selimović iz boksarskega kluba Kranj. V 9 minutah dvoboja sta si nasprotnika izmenjala veliko število težkih udarcev in zato tudi prikazala všečen boks. Dvoboj poln tempa je borca tudi dodobra kondicijsko izčrpal. Sodniki so za zmagovalca razglasili Alena Selimovića in to povsem zasluženo. Kakor sem rekel, prvič zdaj sem stopil v ring po 2 letih, nisem imel nobenega dvoboja, niti ne, težko sem dobil nasprotnika, zdaj sem dobil in nasprotnik je seveda itak bil dober in
težko si je bilo priboriti pokal pa zmago na tujem terenu. To, kar sem si priboril, pa sem dal vse od sebe, komi sem že vuno boksu, gor roke in sem rekel, zdaj moram stisniti ali pa bom zgubil in pa je to. Odličen pečat je v ringu pustil tudi Arjan, ki ga je na koncu izdala tudi fizična pripravljenost. Ja, pričakoval sem, da bom zmagal. Prve runde sem videl, da sem bil boljši. Na tretji rundi se mi je malo kondicije zmanjkalo, pa ni šlo. Omenjena bokserja sta na koncu prejela priznanje za najbolj borbeni par večera. O lovoriki 23. izvedbe grba pa sta odločala o članski kategoriji Luka Mejač iz boksarskega kluba Fight Club Ljubljana in borec boksarskega kluba Predator iz Reke Leo Cvetković v Modri športni upravi. Po uvodnem otipavanju sta tekmeca iz minute in minuto stopnjevala tempo in izmenjala veliko število udarcev. Zmago si je tokrat priboksal član boksarskega kluba iz Reke Leo Cvetković, kar je bilo po oceni komisije za nagrade dovolj, da je ponesel laskavo lovoriko zlati grb občine Slovenska Bistrica. Osjećam se super, osjećaj je odličan, prezadovoljan sam. Meč je bio dosta težak, naporan, 3 runde bez prestanka, jaki tempo, odličan borac i to je to. Cvetković je tudi prvi borec iz Hrvaške, ki je osvojil to prestižno nagrado. Sad se osjećam još bolje, da, počašćeno. Organizatorji so podelili pokal še borcu z najboljšo tehniko, ki jo je prejel Gal Šepić iz boksarskega kluba Legionar iz Šmarja. Najmlajši zmagovalec je bil Jan Faleš iz boksarskega kluba Slovenske Konjice. V dosedanji zgodovini izvedbe zlatega grba je 4-krat zlati grb osvojil Bistričan Gregor Lovišček. Res, da Bistričani v tem trenutku v svojih vrstah nimajo borca Kova Lovišček, ampak se na vseh področjih trudijo, da v prihodnosti vzgojijo novega šampiona. Trenersko delo so pred nekaj meseci zaupali nekdanjemu odličnemu boksarju Maticu Samasturu. Njemu je bilo to tekmovanje tudi ognjeni krst v trenerskem in organizacijskem smislu. Mi smo naredili vse, kar se je narediti dalo, povabili smo goste z Reke ter Zagreba. Naredili smo, kar se je pač narediti dalo. Presenetilo me ni nič, ker smo vedeli, da so boksari kvalitetni, da se bo odločalo o grbu v zadnjih 2 dvobojih. Izkazalo se je tudi tako, da je naš Arjan odboksal vrhunski boks, tudi njegov nasprotnik Selimović Alen iz Kranja. Bil je za odtenek boljši, tako so videli sodinki. Bil je proglašen bolj za najboljši par, kar je bilo super. Tudi grb mislim, da šel v prave roke. Kljub težavam v klubu, ko smo jih imeli lani, pa tudi letos se klub obira. Dobra popotnica so posamezniki, kot so Arjan in podobni. Bilo pa je tako, da je grb šel v roke Hrvatov, saj je pokazal najboljši boks. Hrvati so naredili izjemen napredek v boksu. Ta dva kluba sta vodilna v tej, kako naj rečem, Balkanu. Tako da moramo se zgledovati po njih, z njimi sparirati, z njimi sodelovati, se pogovarjati, ter samo tako bomo rasli. Spoštovani, informativni del oddaje se je iztekel, v nadaljevanju pa vas vabimo še k ogledu posnetka Slavnostne akademije ob občinskem prazniku. Iskrene čestitke pa tudi vsem Jožicam in Jožefom, saj si Jožefovo in prvi pomladni dan tako rekoč podajata roko. Lep pomladni pozdrav do prihodnjega tedna.